lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in danes res ena idealna tema pisana na kožo vsem tekačem, pohodnikom, kolesarjem ali pa, če rečemo kar nasplošno, rekreativnim športnikom, ki vas malo bolj zanima, kaj se z vašim telesom dogaja pred, med in po športni aktivnosti. Pravzaprav bo danes debata tekla o športni prehrani, kako lahko svoje telo še dodatno podprete, da boste lahko dosegli najboljše možne rezultate, predvsem pa še bolj pomembno pri tem maksimalno uživali. Danes v moji družbi gost, ki bo res lahko na vsa moja in vaša vprašanja odgovoril iz prve roke. Z nami je namreč športnik od glave do pet, bivši gorski tekač, tekmovalec v turnem smučanju oziroma bivši kolesar, kar se tiče pa gorskega teka, si pa še vedno zelo aktiven in tudi zelo uspešen. Luka Kovačič, živjo. Ja, živjo tudi vsem gledalcem. A sem prav povedala, sem kaj spustila, malo sem pogledala, kaj vse v življenju počneš in res ta spisek je zelo dolg, predvsem pa zelo eminenten in danes smo res v dobrih rokah. Ja, mogoče najlažje opišem, tako da se ukvarjam z vsemi gorskimi vzdržljivostnimi športi, to pomeni poletje to bolj gorski tek, po zimi pa to tekmovalno turno smučanje, tako da načeloma vsakodnevno zahajanje v gore. V bistvu zdaj razmišljam, vsem tem športom, ki se jih ti lotevaš na dnevni bazi, je skupno premagovanje napora, torej ta daljša fizična vzdržljivost. Zakaj? Kaj te tukaj tako zelo pritegne? Kaj je tisto, kar te vleče k tem športom tako zelo? Ja, že malih nog sem bil v teh bolj vzdržljivostnih vodah, no. Ja. Že v kolesarstvu, cestnem kolesarstvu, pa me pa tam mogoče malo omejevalke, bila sam cesta, pa sam en šport, pa že odmeraj sem imel rad gore, pa sem pa enostavno zaključil s kolesarsko potjo, rad sem imel tek, vzdržljivostni faktor, napor, pa združil z gorami, to pomeni mi je enostavno rad v gorski tek, pa turno smučanje, tako da pa vidimo, koliko se da kam hiter prideti. Zdaj seveda mi kot laično gledamo športnike, pogosto vidimo rezultate, vidimo cilj, vidimo medaljo, ampak danes bomo šli pa tudi malo v ozadje, torej kaj vse je po tvojem mnenju pa tisti malo manj viden del športa, ki ga ljudje ne opazimo ali pa mogoče ne zaznamo, ne poznamo? Ja, mogoče športnike večina ljudi spremlja samo na televiziji ali pa samo na tekmovanju, ampak to je samo tisti majhen procent, ki se zares dogaja, ne? Vso domačo nalogo, vse trening pa upravimo izven tega časa, ki smo vidni in ti se v bistvu največ. Vsakodnevni treningi, vsakodnevno, pa nam rekel odrekanje, ampak življenjski slog, ki je podrejen športu, to pomeni od športne prehrane do treninga, regeneracije življenja, v vsemu temu. In pa tista tekma, ki nas pa ljudje mogoče malo več vidijo, je pa sam tista pika na i, tako kot v šoli se učimo, pa vse, pa pride sam test, ki ga je treba odpisati, pa pokažemo, koliko smo se dobro pripravili. Ampak ti boš danes nas skozi tale današnji pogovor vendarle spustil tudi malo bližje k tebi, to se pravi v tvoj vsakdan, ki mogoče ni vsakdan, torej tudi tekmovalno obarvan. Seveda današnja publika je večinoma rekreativna, a ne rekreativni športniki in čisto en tak najbolj osnoven nasvet, ki bi ga ti recimo dal vsem tistim, ki, ne vem, radi hodijo v hribe, tečejo, kolesarijo, trenirajo nekajkrat na teden, pa da bi mogel dati en nasvet o športni prehrani, tako najbolj osnoven, ampak hkrati zelo pomemben za vse nas. Kaj bi to bilo? Ja, vsem se treba držati neke kmečke pameti, pa zelo dobro poslušati samega sebe. Nekaj je prehrana, ko se bomo pa začeli ukvarjati športne, bomo pa hitro videli, da nam bo mogoče kaj zmanjkalo. In takrat je pa mogoče čas, da pomislimo, a je to kakšen produkt iz segmenta športne prehrane, ki nam bo omogočil, da bomo lahko napredovali pa premagali te ovire, ki so se nam pojavile. Mimogrede tudi zelo odlična iztočnica, da omenim tudi športno kampanjo, ki od začetka junija poteka v DM-u, torej še do 30. junija imate čas, da se tudi vi z nakupom vsaj enega izdelka športne prehrane priključite nagradni igri, v kateri lahko dobite eno prav posebno kolo, Kolnago, sem prav povedala? Je tako. Ja, zelo dobro kolo, pa ne samo, da je dobro, zraven boste imeli na njem še podpis Tadeja Pogačarja, kar je pa absolutno, bom rekla, samo še en dodaten plus. Škoda, ker ne moramo s tem podpisom dobiti še vse te njegove energije in kondicije, ampak gledajte, nekaj za začetek bo pa dobro. Poleg tega, če imate radi izzive, lahko se priključite tudi Strava izzivu v aplikaciji Strava. Več o tem si preberite na dm.si. Prav tako pa vas povabim, da aktivirate vse kupone, ki so že na voljo v kupon centru, 20-kratne točke na športno prehrano, torej od danes pa do nedelje, če nakupujete v obdobju naslonjača domačega ali pa če se boste odpravili
prijavili v najbližjo poslovalnico DM. Skratka, izbira je vaša. Ne pozabite aktivirati tudi kupona za gratis izdelek. To je sportno-beljakovinska rezina, okus pistacije, karamele, oblit z belo čokolado. Sem že lačna. V glavnem, pomembno je, da smo danes tudi v živo, kar pomeni, da lahko zastavite kakšno vprašanje. Klepetalnica je že odprta. Tudi z Luko bova, verjamem, dobila kakšno, da ga lahko takole predstavlja širše, pa da odgovori na Luka, a ne sej. To z veseljem, to bomo zmeri radi vprašanja. Pa konc dneva res imaš odgovore z prve roke, kar je najbolj pomembno, odgovori iz prakse. Tako da res danes imate, drage moje in dragi moji, priložnost, da ga kaj povprašate, če ste rekreativni športniki oziroma če se vam tekom najinega pogovora utrne kakšna ideja, dobrodošli. A ja, pa še tole, če ste mogoče danes z nami prvič, v spodnji urodni vrstici se bodo ves čas najinega pogovora prikazovali izdelki. Če na izdelek kliknete, ga avtomatsko postavite v vašo nakupovalno košarico. Danes bomo podarili tudi eno lepo nagrado. Jaz se to je kar mal navada v naših oddajah, ampak res vas iz oddaje v oddajo bolj crkljamo in prav je tako. Danes bomo nekomu podarili tudi paket z danes predstavljenimi izdelki, tako da sodelujete čisto vsi, ki boste z nama od začetka do konca pogovora, tako da seveda dobrodošli, da mu prisluhnete. Zelo veliko zanimivih stvari bova povedala, začela bova pa, bom rekla, čistko nasplošno, da pripeljeva to temo lepo do vseh naših rekreativnih DM-ovih športnikov in športnic. Torej, če bi čist preprosto razložil, kaj sploh pomeni športna prehrana, oziroma kdaj jo človek potrebuje in kdaj je dovolj, da se poslužujemo samo te običajne hrane in vode. Ja, v bistvu je precej enostavna delitev, ne? Najprej moramo zadostiti normalni prehranjenosti telesa, kada ne bi nič čez dan počeli in to je ta, bom rekel, navadna prehrana. Ko pa se začnemo športati, ko povečamo aktivnost, potrebe našega telesa, ko gremo v minus med treningom ali pa med športno aktivnostjo kadarkoli, pa pride pač na spored športna prehrana. To pomeni pa oblika, kako bomo energijo čim prej spravili v telo v ta pravi obliki, da bo pomagala, da bomo imeli od tega neke prednosti, neke koristi in tukaj bi pa lahko govorili od športne prehrane potem. Zdaj, mogoče začneva res pri izdelku, ki je, vsaj po mojem, osnova športne prehrane, to so beljakovine. Tukaj pred nama sportno-beljakovinski prašek z okusom čokolade. Ti se ki poslužuješ takšnih praškov in pa recimo katero okus ti je najljubši, klele imava midva čokolado. Ja, zdaj, glede okusa sem sicer res največji fan vanilije, ampak tudi čokolada mislim, da je odlična. Ampak definitivno imajo beljakovine zelo pomembno vlogo pri športni prehrani, tako kot pri vsakodnevnem življenjskem slogu. So eden izmed glavnih gradnikov mišic in zelo pomembne za to. Tako da, in predvsem mogoče v smislu regeneracije, ker gremo na trening, ponovadi naredimo na mišicah neke poškodbe in če želimo nazaj te mišice zaceliti, bomo tudi potrebovali beljakovine. Tako da definitivno bodo zelo pomembne na sporedu. Nekje v regeneraciji ali pa pri vsakodnevnem življenjskem slogu, če imamo mogoče kakšne diete, da lahko malo dopolnimo to, da bomo v bistvu bolj zdrav življenjski slog. V bistvu ful hvala, ker zdaj si tudi malo razložila na splošno o tem pomenu beljakovin. Veliko se zdaj v tem zadnjem obdobju govori o beljakovinah, pa predvsem veliko slišimo o tem, da jih ženske čist premalo uvajamo v svojo prehrano oziroma da jih zaužijemo premalo na dan. Tako da mogoče naslednja iztočnica, kako pa naj človek sploh ve, a je čez dan zaužil dovolj beljakovin, a so mogoče kakšni fizični znaki, na katere smo lahko pozorni in da takrat zasveti ta alarm, opa, treba je dodati še malo beljakovin. Ja, nažalost, ko zasvetil ta alarm, bo mogoče že malo pozno, ampak tudi takrat seveda nikoli ni prepozno, ampak takrat bomo že malo reševali zadeve. Je pa mogoče smiselna zadeva, če imamo pomisleke, da ni dovolj beljakovin ali pa če ste se zdaj spomnili, da bi se to vprašali, pa malo razmislimo, kaj smo v zadnjih dneh jedli, pa malo naredimo hitro analizo po vseh aplikacijah, to ni zelo zahtevna zadeva in pogledamo dneven vnos beljakovin, kakšnega smo imeli, smernice nakazujejo, koliko gramov beljakovin na kilogram telesne teže moramo zaužiti in če smo bolj, ko smo športno aktivni, bolj bomo šli proti zgornji meji, bolj, ko smo neaktivni ali pa manj aktivni, bolj bomo ostali na spodnji meji. Težko bomo pa zares preterali, ampak če gremo pa premalo, bomo pa predvsem posegali v zdravje našega telesa. Kar pa seveda ne želimo. Zdaj, poprav me, če nimam prav, ampak jaz si nekako predstavljam, tudi jaz pač beljakovine uživam na način, da jih pač zmešam v šejk z vodo ali pa z mlekom. Imaš ti kak bolj inovativen način, bi nam mogoče predstavil kakšen poseben recept? Vem, da eni mešajo tudi recimo palačinke, šmoren, kakšne take podobne stvari, da pač malo popestrijo samo pripravo teh beljakovin. Ja, definitivno s tem predvsem obogatimo obroke, pa povečamo vnos samih beljakovin. Zdaj samih imam definitivno raj z mlekom, pa z vodo, zato ker so precej bolj okusne,
ampak drugače pri zajtrku recimo ga lahko obogatimo, ga damo jogurt pa kosmiče, popoldne v kakšne smutije, ki jih odnesemo na delo, tako da v bistvu najdejo prostor povsod. Predvsem tudi bojo dobro popestrile okus same hrane, pa zraven pač povečale vnos, pa da bomo dosegli tisto mejo, da bomo ostali zdravi. Ne mogoče samo še pripomnim, zdaj se zelo veliko govori tudi, ali so beljakovine, torej ali so veganskega, živalskega izvora, tukaj ta je primeren torej tudi za vegane, gre za rastlinski izvor, pač ne vem, ali se ti s tem, ki ukvarjaš, ali... Tukaj je predvsem po moje, kaj vsak preferira posameznik. Tukaj ni mogoče, da so ene boljše, ene slabše, ampak predvsem določimo jih glede na svojo dieto, ki jo imamo po vsak dan, tako da tukaj izbira posameznika. Tako, po želji in po vaših lastnih potrebah. Zdaj še ena zelo pomembna zadeva je seveda, kaj zaužiti med samo športno aktivnostjo, ko energija mal pade, ko nimamo več čistih ta svojih nog, bi jaz temu po domač rekla. In pred nami je en res super produkt, ki nagovarja prav te situacije. Ethic Sport Super Dextrin Gel Pro z okusom pomaranče. To je energijski gel, zasnovan za podporo med daljšimi in intenzivnejšimi aktivnostmi. Torej namenjen je zaužitju med telesno aktivnostjo. Po zaužitju gela pa se priporoča, da se tudi malo vode spije. Ja, predvsem iz funkcionalnega vidika. Te geli, sploh polet, boste hitro ugotovili, da so precej sladki, kjerkoli boste vzeli in predvsem, da malo poplakneš, da nimaš tistih cukrastih ust, tako da pa da zraven tudi dodaš neke tekočine, ki jo itak zmer premankuje pri samemu športu. Ampak predvsem z funkcionalnega vidika je pa dobro narediti kakšen požirek, je to voda, je to napitek, v bistvu niti nima veze, samo da poplaknemo, da niso v ustah polna cukra. A veš kaj, se še velikokrat takole vprašam, ko sem znotraj same telesne aktivnosti, ne? Zdaj, a meni res pada energija, ali meni pada samo motivacija? Kako ne zdaj vem, a veš? V bistvu ti oboje skupaj pade, a ne? Ja, tako da za energijo ti pade koncentracija, utrujena rataš in posledično pade tudi motivacija, zato ker ne moreš biti več hiter, tako kot bi želela. In v bistvu na koncu kombinacija in zato je pomembno, da vnašamo skozi energijo, pa da pazimo, da je ta raven na neki pozitivni strani, ki bomo pa tudi predvsem bolj uživali v športu, pa hitreje bomo šli, pa mogoče bomo dosegali tudi boljše čase, pa tisto, kar se vsi želimo. Vse to se strinjam, ampak zdaj pa deva še en zelo konkreten primer. Dobro, zdaj si predstavljamo, tečete, hodite v hribe, ste mogoče na kolesu, zberete si svojo najljubšo aktivnost. Zdaj pa, Luka, kako ni mi vemo, da je zdaj pa ta čas, da jaz vzamem torej ta nek dodatek za energijo. Kdaj je tisti trenutek znotraj treninga, znotraj aktivnosti, ko vemo, dobro, zdaj pa dej, da ni prepozno, ne? Ja, nažalost, ko bomo mi to čutili, bo že prepozno, zato, ker ne bo padla koncentracija, ne? Ampak tukaj pa naredimo en tak kratek plan, to te ure pa vse nam omogoča, da nas opomne, tako da če vemo, da bo naša aktivnost daljša, kot pa 1:20 ali pa 1 pa pol, vemo, da moramo vmes dodajati že neko energijo, pa rečemo, da gremo za 1 uro pa pol na tek. Je zelo enostavno, pri enih 40 minutah si naredimo opomnik, vzamemo en energijski gel in bomo tako čisto enostavno ohranjali naš nivo energije na visoki ravni, pa da nam ne bo na koncu padal, pa bomo pokvarili tisti čas, ki smo ga zastavili, ali pa da nam ne bo energija padla, pa motivacija, kakor si rekla, tako da bomo ohranili res visok nivo energije. Hvala lepa. Nisi še zaključil z odgovarjanjem. Hvala lepa za vaše vprašanja. Zelo ste pridni, zelo vas zanima. Tako da, Luka, prvo vprašanje zate. Ali so, malo se še vračava na prvi izdelek, ali so proteini primerni tudi po treningu oziroma kako hitra je absorpcija? Ja, sicer, kakor mi je scenarija znano, se bo na to še vrnila, ampak definitivno imajo proteini vlogo pri regeneraciji. Tako da mogoče tista momentalna motivacija, regeneracija takoj so sladkorji, zato da bomo povrnili energijo. Poj bomo pa tudi začeli dodajati beljakovine, da bomo, tako kot smo rekli, zacelili bomo mišice, omogočili bomo telesu, da normalno funkcionira in definitivno so eden izmed ključnih elementov tudi regeneracije. Fantastično. Kar nadaljujte z vprašanji, mi dva sva pripravljena, mislim predvsem Luka, jaz pa asistiram. No in če se vrneva pa zdaj na to energijsko prehransko dopolnilo Super Dextrin Gel Pro pomaranča, kaj sploh je energijski gel? Mislim, mi poznamo ponavadi te neke čokoladke, ki nam dvignejo, to se pravi energijo, kaj pa je z gelom? Jaz mislim, da se predvsem preveč ljudi boji gelov, da so to neka taka stvar, ki je rezervirana za vrhunske športnike, ampak v bistvu je to samo energijska čokoladka, tako kot si rekla, spravljena v eno bolj funkcionalno obliko, ki jo bomo lahko zaužili tudi med samim treningom. Zato, ker vemo, tiste čokoladke se topijo, so nadležne, preden jo pojemo, pregrizemo,
čaj traja 100 let, gel pa enostavno odpremo, stisnemo, dobimo točno tisto energijo, ki jo telo nujno potrebuje. Enostavno ga zvijemo, damo v žepak, jih ne mečemo okoli. Prosim, hvala lepa. Tako da in je predvsem to, tako da gelov se definitivno ne bat, bojo pa zelo priporočljivi sploh na kakšnih tekih ali pa vzdržljivostnih preizkušnjah. Še to me zanima, lahko ta gel nadomesti obrok? Samega obroka žal športna prehrana nikoli ne nadomešča. Nezmerno moramo poskrbeti, da imamo osnovno prehrano poštimano, to pomeni, da jemo tako, kot moramo, poj pa pride na vrsto športna prehrana, ki je pa namenjena športu, športnemu udejstvovanju, dodatkom, da pač iz telesa lahko iztisnemo svoj maksimum. In kaj je še zelo pomembno med samim treningom? Midva sta se prej že malo za kamerami pogovarjala in vedno znova prišla do hidracije. Sploh zdaj bom rekla v teh dolgih poletnih dnevih, ko so temperature višje, ko so tudi mogoče naše ture daljše kot sicer in se zraven še izdatno potimo. Pri daljših intenzivnih treningih torej vemo, da ne izgubljamo samo tekočine, ampak tudi minerale. Torej, kako prepoznati, da nam mogoče primanjkuje elektrolitov in tekočine? Ja, hidracija je ena izmed ključnih vidikov. Tako, kot smo prej se od energije izgovarjali, moramo tudi telo hidrirati, zato da bomo lahko ohranjali neko intenzivnost, ker smo si jo zadali skozi trening. Tako da tukaj, kako izgubimo tekočino, čisto enostavno. Če gremo na trening z 1 kilami, pa nazaj pridemo s 3 kilami manj, pomeni, da smo izgubili 3 kile vode, nažalost, ne maščobe. Tako da nismo shujšali, ampak smo v bistvu izgubili vodo, zraven pa tudi elektrolite in s tem smo v bistvu telo dehidrirali, po domač povedan, tako da moramo skozi merkati, da imamo dovolj in energije, elektrolitov, mineralov in vsega skupaj, da bo naše telo na maksimumu. Še eno vprašanje. Ali je lahko sladkorja preveč in se potem spremeni v maščobo? Seveda nas to ženske skrbi, lepo, da ste vprašali. Jaz bi tudi to vprašala, če bi si upala. Povej, Luka. Ja, v bistvu, ko bomo šli na šport, v bistvu bomo težko preterali sladkorjem, če res ne gremo v ekstreme. Tako da tudi šport zahteva v bistvu edina energija, s katere črpamo v večini, je sladkor. Seveda vsi želimo tudi proti poletju shujšati, ampak če želimo malo bolj intenziven trenirati, mislim, da so sladkorji zelo pomembni. Kako bomo pa shujšali, je pa mogoče okoli tega treba spremeniti prehranjevalne navade. Zgolj v samem športu bomo pa težko preterali samemu sladkorjem. Hvala lepa. Zdaj se pa vračava nazaj na hidracijo in torej na tale hidracijski izdelek named Hydrafit, napitek v prahu. Ti uporabljaš kakšne takšne podobne napitke ali pa mogoče celo kar tega? Ja, definitiven je to ena izmed obveznih zadev, sploh polet, pa tudi pozim, ki dostakrat pozabimo. Sam pač nisem najbolj fan vode, ampak tudi v praksi voda v bistvu samo izpira telo. Z vidika športa ne govorimo med delom, tako da sploh, če gremo na športno aktivnost, je zelo pomembno, da dodamo elektrolite in pa sladkorje, zato da ohranjamo ta nivo. Tako da eden izmed primerov je glih tale napitek, ki ga imamo tukaj, ki ima pač sestavo prav namenjeno temu, kaj bomo med športom potrebovali in to je point, da ne delamo preveč neke znanosti. Ja, jaz sem zato, da bi ga jaz kar malo poskusila, tako da daj mi ti malo tole podoziri, koliko recimo približno, tukaj le zdaj kaže, sicer zadaj zelo natančno piše. Tukaj piše 20 gramov, ampak dajmo zdaj eno žličko, ker nismo bili pridni. Mislim, če imam jaz zdaj strokovnjaka pred sabo, pa se bom pustila malo postrešt, ne? Evo ga, hvala lepa, lejte, kakšne lepe barve. No, mislim, konc dneva so tudi to lahko tiste male malenkosti, ki nas med treningom razveselijo, da spijemo kakšen dober napitek, ki nam torej seveda predvsem pomaga, tudi pri fizični aktivnosti. Definitivno je pa tudi okus važen, zato ker vsi vemo, da bomo radi dobre stvari. Dober okus. Tako da tudi med športom, pa ko stvari pijemo vsak dan, je zelo pomembno, da so tudi dobrega okusa, ker drugače ne bomo prav z veseljem uživali športne prehrane. Se strinjam, nasplošno vse te stvari, ki se jih danes omenja, pa ne samo izdelki športne prehrane, nasplošno vse en tak proces, kar pomeni, da tudi, če bomo mi zdaj enkrat to zaužili, ne bomo nič kaj bistvenega spremenili. To je na nek tek na dolge proge, in pa predvsem doslednost. Točno tako. Tudi težko bomo rekli, bomo šli sam na trening, pa nekaj probali, pa bomo videli neki efekti. Mogoče je od tega, mogoče ni, tako da je vedno vsako stvar, ki probamo, je fajn eno obdobje probavati, pa naredimo neko evalvacijo, pa vidimo, je to pomagalo, ali ni to pomagalo. Tako da vsako stvar, ki se
spravimo probati, dajte parkrat, pa videti, kje so zares razlike. Pa se opazovati, ne, pa poslušati. Ne. Se vem, da to se kar malo klišejsko sliši, ampak dejansko pri vseh teh stvareh boste sami sebi najboljši svetovalec z vidika, kako se pač počutite potem, ko nekaj zaužijete. Ne. Sej so priporočila, so pri vseh teh izdelkih zelo eksaktno tudi napisane količine, kdaj zaužiti, kako zaužiti, ampak še vedno to neka ta samorefleksija, ne, in opazovanje sebe in efekta izdelka nate med samim treningom, po treningu, pred treningom je pa nekaj, kar dejansko nam samim pritiče. Ne. Pa edino pomembno. Pa edino pomembno, ja. Še eno vprašanje imam. Recimo, kar nekaj ljudi se srečuje s krči med samo športno aktivnostjo. A bi tudi njim recimo svetoval kakšen takšen hidracijski napitek? Ja, nažalost je tako, da krči niso zgolj iz tega naslova, da bi ratali samo iz dehidracije ali pa pomanjkanja mineralov, lahko pa je to eden izmed razlogov, tako da lahko ste vi ta srečnež, ki bo to razlog in je res, imamo različne vzroke krča, ampak definitivno je ena izmed zelo pogostih dehidracije in pa pomanjkanje pač teh soli pa ostalega, ki se izpirajo iz telesa. Tako da je za probati in če krči izginejo, pa vemo, da smo zadeli terno. No, torej, zdaj veste, če ne veste, vprašajte. Klepetalnica je še vedno odprta. Zdaj se pa dotaknila še malo regeneracije po treningu. Zdaj mi se veliko osredotočamo na to, kaj vzeti med aktivnostjo po treningu. Pozabimo pa na osnovo, a ne? Kakšno vlogo ima pri regeneraciji tudi hidracija, če zdaj mogoče to probamo malo povezati? Ja, v bistvu je regeneracija ključna za napredek, a ne? Tako da, če se ne bomo spočili, ne bomo mogli pa naprej trenirati. In tudi hidracija ima zelo tukaj močno vlogo. To pomeni, če bomo mi s treninga prišli popolnoma dehidrirani, bomo mogli zelo paziti, kako se bomo rehidrirali po treningu, da bomo naslednji dan spet pripravljeni v prvi vrsti za delo, za življenje, v drugi vrsti pa tudi za šport, ker želimo pač na dolgi rok trenirati. Tako da ja, ampak se veš, kako je pri nas, sploh rekreativcih. Mi imamo občutek, da delamo nekaj zase, samo ko treniramo, ne? In da napredujemo samo, ko smo znotraj fizičnega procesa. Pa to je v bistvu res zelo velika napaka, ne? Ja, v bistvu, mislim, nažalost, tako vsi hočemo nekaj trpeti, pa to bo prinesel napredek, ne? Ampak ta ključ se zgodi v dovoljšnem počitku. To, da če se mi ne bomo spočili po našem naporu, nažalost tudi napredka ne bo, ker ne bomo mogli na dolgi rok preganjati svojega telesa. Daj mi povej čisto iz tvoje osebne izkušnje, kako se pripravljaš na pomembna tekmovanja? Imaš ti, kako ne vem, reka, posebno prehranjevalno rutino, so kakšna prehranska dopolnila, ki so takrat pri tekmo res must have? Ja, pred samim tekmovanjem pomeni, da moramo telo pripeljati na samo tekmo popolno. To pomeni v prvi vrsti zdravo, polno nafilano z energijo, z minerali, z vsemi, z elektroliti, v glavnem, da je telo na maksimumu nafilano. Tako da definitivno moramo v vročih dneh paziti, da smo dovolj pili pred tekmovanji, da smo dovolj jedli ogljikovih, da imamo dovolj beljakovin, da nas nič ne boli in pa bomo pripravljeni, da stisnemo svoj maksimum. Tako da takrat je fajn, da malo pomislimo, a smo dali vse skozi, a imamo vse kljukce in da telo je pripravljeno 100%, da da 100%. Ja, so pa to, bojo mogoče kdo rekli, male malenkosti, ki pa na koncu lahko zelo odločajo, sploh zdaj, če govorimo o nekem profesionalnem športu, lahko odločajo o tem, a boste tretji, drugi ali prvi. Če govorimo o rekreacijskem športu, pa o tem, a boste lahko pretekli še, ne vem, dodatne 3 kilometre, a boste lahko prišli čist do vrha Triglava, ali se boste mogli na krederci ostati. Karikiram, ne, ampak dejansko, ne, te male malenkosti lahko včasih zelo odločajo in so jeziček na tej tehtnici, ne? Ja, definitivno. Pa mogoče se prevečkrat skoncentriramo samo na prve 3 mesta, ampak vsak po mojem, ki se udeležuje nekega treninga ali pa tekmovanja, želi iztisniti sebe maksimum, da si da tisto popolno možnost, da doseže tisto, kar si je zadal. In takrat je pomembno, da pač ne zafrknemo na te stopnički, da smo vse pripravljali, pa nekaj zafrknemo, pa se pa cel življenje sprašujemo, zakaj nismo. In pa smo jezni sami na sebe, ampak tudi takrat je ena taka velika umetnost, da znamo spustiti, iti naprej in se dejansko osredotočiti na vse tiste lepe stvari, ki še prihajajo, na vse priložnosti, ki še niso zamujene, ampak so šele pred nami. Mi da sicer še malo ostajava pri hidraciji in pri elektrolitih, kar samo še dodatno nakazuje, koliko zelo pomembno področje je to. Zdaj, naslednji izdelek je Hidra Plus napitek v prahu z elektroliti. Gre za napitek brez dodanega sladkorja, vsebuje pa magnezij, kalij in kalcij.
Zdaj, mogoče meni tukaj le mačken, mislim, zmotilo. V bistvu sem zastrigla, zakaj je tako zelo pomembna informacija, da nima dodanega sladkorja? Midva sva prej malo menjala, ne, da pri telesni aktivnosti je v bistvu pa zaželjeno, da imamo dovolj energije prav, ne, če je dovolj tudi zaužitega sladkorja na nek način. Tako je, tudi sladkor je zelo pomemben, da se bodo ostale stvari absorbirale. To pomeni, če nismo mi prehranjeni, je tudi ostali nutrienti se ne bojo absorbirali. Ampak tak napitek pa recimo pride v poštev v nekem takem, bi rekel, uravnovešenem življenjskem slogu ali pa popoldne gremo, ne vem, na delo, pa to pa imamo že popolnjene zaloge sladkorja, obroki so polni in zato, da ne pijemo vode, ki nas izpira, v vročem dnevu se potimo, da dodamo neke elektrolite, bomo pa posegli recimo po nekem takem napitku, kot je tale, ki pa nima sladkorja, ga ne potrebujemo dodatno, nam bo pa prenesel te nujne minerale, ki pa jih potrebujemo za to, da bo naše telo delalo popolno. Če bi dal zdaj našim gledalcem in gledalkam en tak zelo preprost regeneracijski nasvet, ritual po daljšem teku, kolesarjenju, pohodništvu, kaj bi ti naredil v prvih 30 minutah po aktivnosti? Kaj bi spil, kaj bi pojedel in česa zagotovo ne bi spustil? Ja, najprej bi se usedel, pa umiril, ne da naprej divjamo. Ja. To je zelo pomembna zadeva. Potem pa definitivno je pomembno nadomestiti vso tekočino. V prve pol ure je zelo pomembno, da imamo pretežno hidratno prehrano, to pomeni, da nadomestimo energijo, ki smo jo izgubili in to gre ponavadi na račun ogljikovih hidratov. Ja. Potem pa začnemo dodajati tudi beljakovine, pa ostale zadeve in bolj, ki gre kasneje, bolj so naši obroki kompleksni, na začetku zelo enostavni, pa gre pa proti bolj kompleksnim. In tako nekako, če bomo sestavili ta naš regeneracijski ritual, bomo težko zgrešili. Mislim, da je bil tole kar zelo konkreten odgovor. Zdaj pa mogoče, prej sem videla, da ti gre zelo dobro od rok, ne? Tukaj le imava še nekaj za poskusiti. To se pravi Hydra Plus napitek v prahu z elektroliti, tokrat okus limone, a ne? Tako da pravijo tukaj le 7 gramov praška z 2 deci vode zmešamo, pa da vidimo, kako se bo vnesel tale napitek. Zdaj seveda predvsem testiram okus, kot sva že prej povedala z Luko, a ne? Enostavno za kakšne bolj jasne in očitne dobrobiti tega izdelka, seveda potrebujete to uporabljati malo dlje časa, pa seveda tudi, bom rekla, med športno aktivnostjo, oziroma tole sva rekla, da je lahko mogoče bolj kot neko prehransko dopolnilo tudi, a ne? Ta v bistvu bo bolj kot prehransko dopolnilo, če ga bomo pa že uporabljali med samo športno aktivnostjo, pa je pa zelo smiselno, da dodamo pa zraven kakšne čokoladke ali pa kaj druga, zato da bomo uravnovesili potrebo po vsemu med športom. No, samo da se vam javim iz te prijetne degustacije. Mogoče tale okus nekoliko manj intenziven kot predhodnik. Meni osebno mogoče, bom tako rekla, med športom si bolj predstavljam spiti kaj tazga z vidika okusa, izključno z vidika okusa. Tako da ja, če imate radi malo bolj nežen, pa vendarle na koncu kislkast okus, bo tole nekaj čist za vas. Tako da, evo, Hydra Plus napitek v prahu z elektroliti, ki je pa seveda odličen tudi, a ne, da ga spijete, ne vem, v službi, a ne, če imate kakšen malo bolj naporen dan, zakaj pa ne. Pravzaprav lahko z elektroliti pretiravamo, a se lahko z njimi predoziramo. Pa bi težko do tega prišli. Težko. Sam, če uporabljamo neko kmečko pamet, pa da to ne pijemo res preveč, pa bomo težko do tega prišli. Zdaj, ko govorimo malo o hidraciji, ne, pa o treningu, mogoče še opomniva, da je velikrat problem, da pridemo že na sam trening zdehidrirani. To se pravi, da mi že čez dan nismo dovolj pili in pa se seveda sprašujemo, zakaj imamo težke noge, zakaj nam ne gre, zakaj danes nismo tako ta pravi, ne? In v bistvu gre za to, da že osnova ni bila dobro poštimana. In seveda pol na to dehidrirano telo še dodatna aktivnost res ne paše. Koliko ti približno spiješ tekočine na dan? Ja, osnovne smernice so, da 2 litra pa pol moramo spiti, brez da smo aktivni, potem moramo pa še začeti dodajati nekje, bi rekel, vsaj pol litra na uro aktivnosti, tako da je treba biti pazljiv. Predvsem, če bomo dehidrirani prišli na trening, bojo naše sposobnosti zelo upadle. Vem pa, da če smo na delu, je to malo težje, ampak takrat moramo biti malo bolj pridni, pa si narediti zjutraj eno strategijo, zato da pridemo in energetsko polni in hidrirani, pa bo pa to trening šel. Eno vprašanje. Malo sem se nasmejala, super vprašanje. Malo za šalo, malo za res. Ali je šmoren dober regeneracijski obrok? Za dušo sigurno, gospa, za dušo sigurno. Gospa je zadela eterno. A je? Šmoren je zares eden izmed najbolj popolnih obrokov v smislu športa. Imamo odlično mešanco beljakovin, odlično mešanco hidratov, zraven damo eno odlično marmelado in imamo odličen regeneracijski odgovor, pa še dober je.
Evo, jaz bom še malo pokazala tale prvi izdelek sportne s proteinski šejk, to se pravi veganske proteinčke, se lepo mačke noter date, gospa, bo imel dober okus po čokoladi, bojo še vnuki jedli, pa, a ne, še en tak, bom rekla, občutek, da smo naredili nekaj zase, dodali beljakovine, če jih mogoče v tistem dnevu ni bilo še dovolj, ne? Točno tako. Na koncu imamo to perfekten obrok, pa na koncu, kot smo rekli, odličen, pa jaz mislim, da se ga težko naveličamo, pa tudi na mojem jedilniku je zelo pogosto. V bistvu, jaz se šmorna ne morem naveličati, zato ker, ko se ga pa malo naveličam, pa sam drugo marmelado vzamem, pa je. Pa drugače. Ne, pa je čist drugače, ne. V glavnem, to smo zdaj razčistili, imam pa jaz zdaj še čisto eno, tako bom rekla, vprašanje zate. Se mogoče spomniš kakšne tekme ali pa treninga, kjer si pa res začutil, kako velika razlika je, če imaš prehrano in hidracijo dobro načrtovano. Tako, a veš, nek ta eureka moment, ne, ki je, zakaj nisem tega že prej? Ja, nažalost smo ljudje tako narejeni, da se moramo naučiti na svojih napakah, tako da sem se jaz mogel kar parkrat v zid zaleteti, to pomeni, da sem premalo pil in pol, kad ti pade vse skupaj, prideš komi do vrha klanca, ali da sem premalo jedel, pa se komi do doline prevlečeš, tako da sem se mogel nažalost tudi jaz. Sem prebral veliko stvari, ampak sem se mogel sam naučiti. Ja, se ponavadi je tako, ne. Najlažje in najbolj zares se naučimo na tistih napakah, ki jih naredimo sami, ampak jaz mislim, da če ste danes poslušali, Luko, da ste se lahko marsikaj naučili v bistvu tudi iz tega pogovora. Še ena dilema v bistvu zate. Kaj je večja napaka? Da ljudje pojemo pa popijemo premalo, ali da začnemo pretiravati z izdelki, recimo, bom rekla, tudi z izdelki športne prehrane? Ja, tukaj moram biti bolj diplomatski. Nobena skrajnost ni v redu, ampak dajmo tukaj tako kmečko pamet uporabiti. Zdaj, če ne uporabljamo nič, pa da imamo probleme, poje smo očitno falili in je fajn, da posežemo po takih izdelkih, ki imajo definitivno ogromno nekih benefitov. Definitivno pa ni treba tudi spet je drug ekstrem, da bo to nadomeščalo neko prehrano, ker nima nobenega smisla. Tako da, če ostanemo neko sredine, eni varni, pa da se dobro počutimo, da je naše telo zdravo, pa je po moje, da smo ujeli neko tisto dobro sredino. Mi da se prišla do konca najinega pogovora, ampak za konec vas bom pa vse skupaj, drage dejemovke, dejemovci in pa predvsem Luka, počastila z enim odličnim izdelkom za hidracijo in sicer Dana Izotonik Berry Mix. Gre za osvežilno izotonično pijačo, okus gozdni sadež, namenjena je, kot smo danes že večkrat povedali, hidraciji med telesno aktivnostjo, pripravljena je na osnovi naravne mineralne vode, obogatena z vitamini, tudi magnezije noter, pa aminokisline BCAA, piranska sol, brez konzervansov, brez glutena. Skratka, gre za en tak napitek smiselen, da ga zaužijete med daljšimi ali pa napornejšimi fizičnimi športnimi aktivnostmi, ko se veliko potimo, torej nekaj, s čimer boste še lažje prišli do konca treninga in verjamem, da zraven malo pocrkljali tudi svoje brbončice. Luka, hvala ti za čisto vse te tvoje nasvete danes iz prve roke. Praktične razlage, tako da smo jih res lahko razumeli vsi. Vemo, včasih je, ko si tako v vrhunskem športu, težko, mogoče razumeti malo bolj rekreativne športnike, ampak ti si danes super nam vse predstavil. Jaz mislim, da si mogoče še celo koga spodbudil, ki ni bil tako zelo športno aktiven, da bo pa zdaj mogoče poskusil. Lej, imamo tudi en plan s tem, kaj predmet in po samim treningom zaužiti. Tako da jaz mislim, da sva kar dosegla današnji cilj. Kaj praviš? Ja, jaz mislim, da smo predelali vse. Upam, da je bilo kakšno pametno znanje, kakšno pametno spoznanje, pa da se kdo malo več premaknil in pa mislim, da imamo eno veliko kljubico. Mogoče, že sam še povzameva, recimo na splošno ni fajn, da izdelke športne prehrane testiramo prvič na sami tekmi, dobro je, da se že prej malo z njimi spoznamo, ne? To je definitivno del treninga, tako da moramo implementirati, naredimo strategijo in pa, ko prijemo na dan D, na dan tekme ali pa čez izziva, ki ga imamo, da vemo, kaj bomo vzeli, v katerem času, pa vemo, da nam bo to pomagalo do novih zmag. Pa hidracija, pa regeneracija. Vse skupaj je po en paket. Tako. Hvala lepa, ker ste bili danes z nami. Jaz upam, da ste uživali vsaj pol to, kot sem uživala jaz. En kup res zelo uporabnih znanj smo danes dobili. Hvala za vsa vaša vprašanja. Bilo jih je seveda še občutno več, kot zgolj taki sem jih jaz zdaj tukaj na glas prebrala in postavila. Ampak ja, hvala še enkrat in pa ne pozabite tudi aktivirati 20-kratnih točk od danes do nedelje. Imate možnost, da jih izkoristite. Ne pozabite na gratis izdelek, torej beljakovinsko rezino sportne z okusom pistacije, karamele in bele čokolade. Držim pesti, da boste prav vi nagrajenec naše nagradne igre, predvsem pa držim pesti, da boste z nami v še zadnji junijski oddaji. 30. junij bo ta dan, ko bomo govorili o poletni rutini za vso družino. Čau!